Recimo nam se dogaja, ne vem, gremo z državnega zbora, nas pljuvajo, zmerjajo in to moraš vse seveda prestati v imenu svoje javne izpostavljenosti in podobno. Ampak vendarle, ne, ena takšna splošna kultura v družbi, se mi zdi pa, da je pri nas na zelo čedalje bolj na nizkem nivoju in to se mi ne zdi dobro za nikogar, ne. Lep pozdrav gledalke in gledalci. Pred nami so evropske volitve, torej volitve v Evropski parlament, z nami pa dve kandidatki in kandidat Gibanja Svoboda. Gospa Tamara Vonta, pozdravljeni. Pozdrav. Gospa Maša Kocipar, lep pozdrav. Pozdravljeni. In pa gospod Jure Leben, dobrodošli. Tema današnje oddaje bodo zadnje ankete oziroma napovedi, ki se na evropskem prostoru vse bolj kažejo, se pravi zasuk Evrope, Evropskega parlamenta, sestave Evropskega parlamenta v desno oziroma v skrajno desnico. Zdaj v Gibanju Svoboda že nekaj časa govorimo o tem, predstavljamo ljudem, kaj bi pravzaprav to pomenilo, ne samo za ljudi kot posameznike, pač pa za celotno družbo in za celotno Evropo. Gospa Vonta, pa me zanima, kakšne so vaše izkušnje z skrajno desnico, z njenimi oblikami delovanja in tako naprej. Kaj vi predvidevate, da bi se lahko zgodilo? Ja, če rečem tako zdaj, če se pogovarjamo res o nekih osebnih izkušnjah, ne, na tem področju, potem lahko rečemo, da v bistvu je tisto, kar se dogaja v parlamentu, če pride do tega zasuka, ne, je zelo naivno razmišljati, da se to ne seli pravzaprav čisto na vse nivoje družbe. In to ne govorim samo do posameznih družbenih skupin, govorim tudi do posameznikov. Kar pomeni v bistvu resnično to, kar lahko povem iz prve roke, da gre za osebne napade, diskreditacije in grožnje, ki so jih deležni pač ljudje, ki morda razmišljajo nekoliko drugače od te skupine, da rečem, ali pa od te politike, ki si upajo biti tudi v tem svojem prepričanju glasni, ki si upajo povedati to, kar mislijo. In zato so potem na nek način, da rečem, kaznovani, ne. Kar mene skrbi je, da gre za trend, ki v bistvu ni nov. Gre za trend, torej traja že nekaj časa in zdaj pa mislim, da je res prišlo do nekega trenutka, ko se te stvari lahko dramatično spremenijo in dramatično zasučajo v smer, ki si jo mogoče večina ljudi sploh ne predstavlja. In če ne moremo drugače razumeti tega, poskušamo razumeti iz svojega lastne percepcije, svojega lastnega vidika, da vsi ti pritiski, vse te grde prakse, vsa ta sovražnost, vso to hujskanje in ves ta strah se bo preselil tudi na nas. Torej, ne samo na njih, na neke druge, ampak na nas, na vsakega od nas. Mislim, da ste enkrat izjavili, ne, da vas dogajanje spominja na leto 1938 v Nemčiji. Jaz sicer takrat, seveda, me še ni bilo iz prve roke, se ne morem spominjati. Sem se pa veliko o tem pogovarjala, ne nazadnje s svojimi starimi starši in prebrala veliko o tem in dejansko obstajajo neki indici ali pa neke podobnosti, ki so zelo zaskrbljujoče, ne. Jaz sicer zelo rada tukaj dodajam eno stvar, ki se bom kot družboslovki, kar seveda sem, ne, da ko pride in takrat se je zgodilo nekaj podobnega, ne, da ko je prišel en čas, ne, da enega popolnega tehnološkega razvoja, ko se je povzdigovalo vse to, kar je tehnično, vsa ta znanost in tako naprej, in se je družboslovje popolnoma umaknilo, se pravi, je bilo nekaj, kar ni bilo tako, ne, fancy, takrat se mi zdi, da te stvari še lažje prodrejo na površje neke družbene sfere, ne. In seveda so še številni drugi znaki so, ki niso prav nič prijetni, no. Gospa Maša Kocipar, kakšno je vaše stališče o tem? V svojem programu prav za letošnje evropske volitve izpostavljate tudi boj za pravice žensk in tako naprej, ne? Slišimo večkrat tudi strani žensk, ne, kaj se zdaj v 21. stoletju o tem pogovarjamo, saj so vendar ti boji končani, naše pravice so samoumevne in tako naprej. Kaj vi mislite o tem? Ja, mene ti trendi, o katerih govorite, izjemno skrbijo. So tudi eden od
ključnih razlogov zame, da sem se odločila za to kandidaturo, za to, da se poskusim na teh volitvah. Nobenega dvoma namreč ni, vsaj za mene in verjetno za večino ljudi, da je Evropa tisti prostor na svetu, kjer trenutno živimo izjemno visoko kvaliteto življenja in to v vseh ozirih, tudi v smislu nekih človekovih pravic, spoštovanja enakosti, spoštovanja različnosti in tako naprej. In čeprav so v preteklosti, v vojnah in tudi v nadaljevanju ljudje umirali za to, da te pravice imamo, je nenadoma videti, kot da niso zavedno priborjene. Nenadoma je videti, da nekaj, recimo, kar je v Sloveniji samo po sebi umevno, pravica do splava, jaz jo povezujem s pravico do kontracepcije in tako naprej, skratka, pravica do odločanja, svobodnega odločanja o lastnem telesu, je ogrožena in to v neposredni bližini naše države. Ne samo na Poljskem, na Hrvaškem recimo. In to je samo eden od primerov tega, da se mi zdi, da smo neke stvari vzeli, neke pravice vzeli kot samoumevne, kot da jih je nekdo za nas v preteklosti že priboril. Trendi pa kažejo, da temu daleč ni tako. In zdi se mi izjemno pomembno, da se te nevarnosti zavedamo in da vsi, ki nam ni vseeno, vložimo svojo energijo, znanje, izkušnje v to, da se to ne zgodi. In da ljudi, ki morda niso osveščeni, kam te stvari lahko vodijo, Tamara je omenila leto 1938, tudi tam se na prvi pogled zdelo, da je, ne vem, Hitler nekdo smešen, nekdo obroben, nekdo s čudnimi idejami, ki v mainstream politiki ne morejo prodreti, pa poglejte, kaj se je zgodilo. Tako da ja, to je eno od mojih temeljnih sporočil, da se za te pravice, ki jih imamo, vredno in potrebno vedno znova boriti. No, skupaj s tem sovražnim govorom pa grejo, gospod Leban, tudi tako imenovane fake news, se pravi lažne novice. Ne? In zdaj bom povedala zelo direktno, zeleni prehod, zelena pogodba Evropske unije je zdaj postala besedna zveza, ki jo desnica demonizira. Se pravi, v času, ko celotna zemlja, celotno človeštvo trpi zaradi posledic podnebnih sprememb, del desnice te podnebne spremembe bodi si zanika, bodi si pravi, da niso tako hude oziroma da na to ne smemo odreagirati oziroma če že odreagiramo pa tako in da pretiravamo. Kakšno je vaše stališče? Jaz mislim, da imamo s tem zelo velik problem. Najprej s tem, kar ste že kolegici povedali, mi se moramo imeti spoštljiv odnos in pa spoštovati ženske, tako da to najprej, ne. Ampak ves ta desni pol je pa prišel do tega, da smo se začeli ukvarjati z strokovnimi informacijami pa strokovno vsebino, za katere mogoče glih niso vsi pristojni, da bojo o tem govorili. Ne. Pa bom samo povedal primer, da to pomembnost zelenega dogovora ni nekaj, kar bi si zmislili mi v Gibanju Svoboda, ampak se je o tem dogovorila, o tem pristopu celotna Evropska unija. In podlage zraven so na tem, vemo, da Slovenija je članica mednarodnega sodelovanja, Slovenija sodeluje zraven na kopih in se pogaja o ciljih podnebnih sprememb. In ravno zato, ker je tudi komisija pa cel svet ugotovila, da je potrebna strokovna podlaga za take odločitve, imamo mednarodni panel strokovnjakov. To niso ljudje, ki zjutraj pri kavi malo poguglajo, to niso ljudje, ki sodelujejo v nekih krožkih, to so ljudje z 20 let plus izkušnjami, ki so v življenju že raziskovali vsak svoje področje in ki so bili povabljeni, da pomagajo po strokovnih plati usmerjati razvoj različnih politik. Na nivoju sveta v pogajanjih, na nivoju Evrope si pa tudi pomagajo s temi poročili. In oni so tisti, ki vsako leto dokazujejo, da imamo probleme z spreminjanjem podnebja. Zato smo šli zdaj na climate change, zeleni dogovor in tako naprej. To ne pomeni, da bo nekdo rekel, ni več zim, vse je v redu, ne? Ali pa poleti, kakšen dan je hladno, nimamo podnebnih sprememb. Vremenski pojavi so se spremenili. Včasih smo imeli dež malo po malo tekom celega tedna, zdaj imamo močne nalive, v enem dnevu pade skoraj mesečna količina dežja, kar smo žal videli tudi lani v Sloveniji v naših poplavah. Tako da ne samo, da smo ta vpliv desnih šli iz tega osebnega
obračunavanja, hvala Maša, smo šli tudi v ta strokovni del. In tukaj imamo pa zelo velik problem. Kako rešiti ta problem? Na tak način, da sodelujemo tudi vsebinci kot kandidati na evropskih volitvah, da povemo, kako so sistemi postavljeni, da povemo, da to ni politična floskula, ampak da so odzani svetovni strokovnjaki, ki pomagajo pri oblikovanju teh politik in da s praktičnimi primeri pokažemo, kako bi zdaj te zelene dogovore z različnih področji, kmetijstvo, obnovljivi viri in tako naprej, implementirali praktično v Sloveniji in kakšni cilji bi bili. Gospa Vonta, kako se človek lahko sooči s sovražnim govorom? Kako odreagirati na sovražni govor, ali obstaja pravilna reakcija? Ker pri sovražnem govoru, prav cilj sovražnega govora je, da nekoga prizadane na najbolj intimni, na najbolj osebni ravni. Ja, zagotovo. In moram reči, da kar zadeva tega, so določene politične skupine v našem prostoru res to izpopolnile do res skrajnosti, da rečemo, ne. Ja, seveda, gre za to, da človeka prizadeneš in da pride do neke reakcije, ne. Seveda, skozi različna početja tudi se lahko predvidi, kako bo določen človek pač reagiral na to. In kar mene zelo preseneča v naši družbi je to, da smo izjemno tolerantni do teh pojavov. To je zelo zaskrbljujoče, zato ker mogoče pri nekaterih drugih rečeh, ne, smo precej manj tolerantni, ne. Ampak naša toleranca pri teh pojavih je pa v bistvu tako prav neverjetna, ne. Jaz se spomnim še iz mandata 2011, ne, ko smo komaj zbrali podpise za eno preiskovalno komisijo, ki se je pač ukvarjala z ekstremisti, ne. In ta komisija je svoje delo pač delala 4 leta, ampak to je zdaj nekje v kleti zaprto in ne vem, če kdo si je kdaj kaj prebral, kaj smo tam ugotovili. In tudi takrat je bila v bistvu ta toleranca do teh pojavov neverjetna, ne. Torej do teh pojavov, da rečem, svastike vseh teh sovražnih gibanj, vsega tega streljanja po gozdovih in treniranja. To se je vsem zdelo, da je to pač neka igra, okrog katere se ne sme delati preveliko hrupa, ker s tem daješ jim še več pozornosti in podobno. Samo jaz se s tem nekako ne morem strinjati, ne. Seveda po drugi strani se mi spet ne zdi edini možni korak ali pa edina možna strategija zoper to prepovedovanje in kaznovanje. To je v skrajni fazi, ampak mi moramo narediti še nekaj korakov prej. Torej, se moramo s tem začeti ukvarjati na enem drugem nivoju, na vsakodnevnem nivoju. Moramo to tako nanežno čistiti iz javnega diskurza, kjer je danes resnično že dovoljeno vse. Če danes pogledamo tudi recimo parlamentarne razprave pred leti ali pa danes, je to res razlika je očitna, no. Skratka, dovoljeno je reči vse, ne. Vsakemu vse. Tudi politiku, seveda njemu pa še posebej, ker je tako ali tako politik, on mora pač, v bistvu on je, ne, recimo nam se dogaja, ne vem, gremo z državnega zbora, nas pljuvajo, zmerjajo in to moraš vse seveda prestati v imenu svoje javne izpostavljenosti in podobno. Ampak vendarle, ne, ena takšna splošna kultura v družbi, se mi zdi pa, da je pri nas na zelo čedalje bolj na nizkem nivoju. In to se mi ne zdi dobro za nikogar, ne. Ker v redu, danes smo to politiki, pa vsi uživajo, ne, da nas takole, ampak, a veste, to se nikoli ne neha tam. To gre potem po vseh, da rečem, strukturah družbe in slej ko prej smo, vsakdo od nas lahko postane žrtev tega. Pa so bili zdravniki, pa so bili učitelji, pa so bili, ne vem, vedno se najde kdo, ki zoper kogar je zelo fajn kaj grdega reči, ne. Brez da bi se seveda zazrli v to, kaj pa sami počnemo, ne. Tako da jaz mislim, da je tukaj ena taka splošna, ne samo spreminjanje zakonov, kaznovalne politike in to se mi zdi res tista skrajna faza, ne. Ampak mi moramo narediti že kar nekaj korakov prej, ne. Tako da to, ja.
Gospa Kociper, gospa Vonta je zdaj govorila pravzaprav o razpoloženju v družbi. Ne? Kaj je za družbo še sprejemljivo, kakšno izražanje, kakšno komuniciranje in kaj ni več sprejemljivo. Ne? Tudi sama se spomnim, tisti prvi politiki po osamosvojitvi, to so bile gospe in gospodje, ne? Diskurs sam je bil na nivoju, še kakšni izpadi v parlamentu, ki so se nam takrat zdeli grozni, so zdaj le smešni, ne, proti tem. Pa vendarle, kaj bi vi rekli morda, ne vem, mladim ženskam, ki se odločajo za to, a grejo v politiko, a ne grejo v politiko, ki stopajo na neko svojo profesionalno pot, pa jih je morda strah tudi zaradi tega, ker predvidevajo, da neke osebne žrtve pa verjetno bodo, ne, na tej poti. Ja, mislim, začela bi s tem, kar se tule vsi strinjamo, da je sovražni govor na vseh nivojih nesprejemljiv. Seveda tudi v politiki, ki mora dati en zgled. Jaz sicer mislim, da je tudi včasih bilo slabo, spomnimo se pregledov mednožja in tako naprej. Tako da posamezniki, ki so se neustrezno obnašali, so obstajali takrat in obstajali danes. Glede na to, da smo pa mi tukaj kandidati in da se pogovarjamo pa pred volitvami, je pa zame res zastrašujoče to, kar ste omenili, ta pravica, da se nekomu, ki se pa odločil, da je politika to, kar ga zanima in da bi želel nekaj narediti za družbo, za državo in tako naprej, lahko reče pa čisto vse. In kot je Tamara omenila, je to pri neki politični struji, ne bomo zdaj mi z imeni, ne, postalo že precej dodelano. In dogaja se, da ko neki politik, zlasti pa političarka, nekaj javno izjavi, in jaz mislim, da naloga politika je, da javno deli svoje mnenje za družbo, ko gleda na določena družbena vprašanja, na politična vprašanja, da ljudje vejo, kaj on zastopa, se takoj zgrne na nek velikokrat organiziran pogrom, žaljivk, najprimitivnejših zmerljivk, nekih posnetkov, ne vem, recimo jaz sem se v enem od svojih številnih razprav, ko sem imela eno dolgo razpravo o občinah, zmotila pa rekla, da ima naša najmanjša občina 7 kvadratnih metrov. Seveda nisem mislila, da jih ima 7, to je bil lapsus, zgodi se celo novinarjem na televiziji. Kadarkoli jaz kaj objavim na medijih socialnih, recimo, se pojavi neki posnetkov tega govora, seveda izrezano s tem 7 kvadratnih metrov, spremljeno s tem, kako sem jaz glupa in neumna in neizobražena in tako naprej. In nihče me ne bo prepričal, da nek posameznik hrani doma posnetke mojih govorov. Ne? In zdi se mi, da je desnica zlasti se skriva za to svobodo govora, hkrati pa jo uporablja za zastraševanje drugače mislečih, zato da mi pač, ali pa neke druge mlade ženske, o katerih vi govorite, ne bi upali več nič reči in nič napisati, ker bi nam bilo neugodno. In vedno ti je neugodno, ko se nad tabo nekaj takega zgodi. Tako da, če govorimo tukaj tudi o konkretnih korakih, meni bi se zdaj prvi zelo konkretni korak, da bi vsi pri teh komentarjih se morali prijaviti in da bi bila to neka, tako kot ima Facebook zdaj ali pa še kdo drugi, preverba z imenom in priimkom. Veliko težje je žaliti, če je na sliki tvoja slika, pa tvoje ime in priimek, kot če si ti Matilda 3867, vsakič z novim imenom, skrit za svojim računalnikom, sfrustriran v neki sobici in lahko vse svoje frustracije, žaljivke, fašizme, nacionalizme, populizme sprostiš, brez da bi kdo pravzaprav vedel, da si to ti. Gospod Leban, še za vas zadnje vprašanje. Kako pa naj se Evropski parlament, naprimer, ko odloča o zelenih temah, naprimer, če so ravno pri tem demoniziranem zelenem prehodu, kako naj se odloča na podlagi strokovnih mnenj? Se pravi, da tudi pri poslancih ne prevladajo, populizmi, odločanje na podlagi tega, kar je morda za njihove volivce, njihovim volivcem bližje in tako naprej, kajti so politične teme, na katerih se odloča konsenzualno na podlagi drugih kriterijev in so teme, o katerih politika mora odločati na podlagi znanstvenih dejstev. Ena dobra stvar tega, da sem bil dolg časa da sem živel pa delal v tujini, je, da sem tudi spoznal malo ustroj Evropskega parlamenta in pa komisije. Ne? In zelo dobro je, da in poslanci in člani komisije, ki delajo v različnih direktoratih, imajo zelo veliko strokovnega kadra in pomoči.
To pomeni, da tudi sami asistenti poslancev, sicer ja, delajo za poslanca, delajo na temah, ki poslanca zanimajo, ampak vejo, kje dobiti ta prave podatke. In v te dokumenti, ki prihajajo iz strokovnih skupin, iz različnih direktoratov, zdaj na področju, ne vem, obnovljivih virov, energetike, kmetijstva in tako naprej, pridejo do poslancev. Tako da to je zelo dobro. Tako da jaz tukaj ne vidim toliko problema, bolj imamo izziv, da moramo kot komisija narediti korak naprej. Pri tem zelenem dogovoru se recimo predvsem na področju proizvodnje vozil srečujemo z izzivom, da največji avtomobilski proizvajalci so v Evropi. To pomeni, da imajo članice svoje tudi nacionalne interese, da jih morajo zavarovati. Seveda, prehod na nove tehnologije pripelje tudi odpor do sprememb, ker nekdo bo izgubil moč, nekdo jo bo pa dobil. Ampak jaz mislim, da smo zdaj že na točki, da je tudi komisija videla tudi s temi dogovori na letošnjem kopu, kjer gremo že k prepovedi uporabe fosilnih goriv. Rekli smo, da bomo prepovedali proizvodnjo avtomobilov z notranjim izgorevanjem. Jaz mislim, da smo to na pravi poti. In v naslednjem sklicu Evropskega parlamenta moramo samo to, kar je bilo do zdaj narejeno, vzeti in poriniti naprej. Če bomo to vajo naredili, jaz mislim, da bomo naredili korak naprej kot Evropa in pa se strogo pogajati in z Ameriko in pa predvsem s Kitajsko, da te tehnologije, ki pridejo v uporabo Evropo, bojo sledili ciljem zmanjševanja emisij nevtralnosti do leta 2050. Hvala lepa vsem trem za pogovor in srečno. Hvala. Hvala.